šutla, ne, če to ste videli, ko ste pisali, joj, koliko je pust, da nič pisala, jaz se naprej upozarjam. Tako da ja, pa itak pač je Peter rekel, da bi malo več povedala v anketi, tako da bo tole ful skrajšano. Tako da, mene vsi veste, kaj manga je, ne? A kdo se še navedel? Da ne bom diskriminirala. No, ne veste, kaj je manga? No, Digimon. No, ali začnete reči? Čine dva brat. I don't read. Vi se norca delati, no. Razloži, zakaj je Miko, vemo, kaj je manga, nočemo več reči, da je manga. Ja, sej to bom jaz danes razložila, ne. Pač, šlo si o tem, da manga je manga, pa ni manga, ne. Tako da zakaj boste pa videli, da tekom tega predavanja. Zdaj, šlo si o tem, da je to zgodovinsko pogojeno oziroma povezano z zgodovino mange. Akademiki imajo malo več teorij, kako je do mange sploh prišlo. Jaz se z nobeno prav posebej ne strinjam, ko ima vsaka svoje luknje, ne? Ampak dve zanimive vam predstavljam. Ta prva je Choujo Jimitsu Giga oziroma krajše Choujo Giga. To so bili zvitki, ko so imeli noter podobne slikce kot to, ne? Pravi se je od une, predvsem, kaj je to desno po zadevi. Pa pač pet jih je bilo. Noter so bile v bistvu verske vsebine, ko so v bistvu parodirali, malo tako pač norca so se delali, ne, in pač predvidevajo, ker ima sicer eno zgodbo, ne, ker se nadaljuje in se povezuje, ne, pa se jih prav norca dela. To je zdihar tiste zametek, kjer se vse začel, ne, ampak po drugih strani ima pa čisto nobene veze s njim, tako da, ja. Ma veze s Narutom, pa saj ima tam napad od Choujo Giga, če slučajno koga zanima, odkje to prihaja, ne, mislim njegov napad od Saja, ampak okej. Pa če gremo naprej, imamo pa akcija. Carsko. Nekdo je komentiral. Ja. No, zdaj prej, ko smo imeli Choujo Giga, ne, tisto je bilo samo namenjen eni eliti pa ful bogatim ljudem, ne, ampak pa so pa počasi Japonci začeli razvijati tudi ene tehnike, ko bi bile lahko ful pocen, pa bi lahko tudi navadni ljudje kupali te slike, pa se malo zabavali zraven in so začeli delati ukiyo-e slike. Če kdo ne ve, to tisto, ko razvlaš v les, pa pol pokvaraš, potisneš na list, pa tisti list igraš okrog. Grafika. Ja. To je tisto, kaj smo delali z Linole. Ja, pa to, ko imate zdaj v Lendavi, tam tisto so v bistvu tudi ukiyo-e slike razstavljene, ne. Tak ne, to gremo gledati. Gremo gledati, kako imel Peter čas, gremo gledati. Daj, baba. Ja, do konc meseca, naslednji. Šunga, to je zate, idi. Jaz to je tako rekel zdaj. Oziroma ne, do konc meseca, ker je do 3.7. Lahko povedo tiste, ko ne vejo, kaj je šunga, kaj je šunga. Prosim. Porn! Ancient porn, slovensko. Zelo optimistični gradonoški. Vidiš tega, nisi gledal, ne? Daj gremo. En vikend verjetno. Ne, fora je bilo v tem, da pač ti ustvarjalci ukiyo-e slik so v določenih momentih, ko so rekli, okej, ne, zdaj pa sem že ful veliko naredil, kaj če bi jaz te slike zbral v en skupaj, eno knjigico, pa pač tako malo okrog razdelil, ne, tako ene vrste artbook, recimo. Fora je v tem, da tale Kokusai, ne, je to svojo zbirko slik poimenoval Kokusai manga, ne vem, kar pač je beseda manga noter, ne, to je zihar spet povezan z mango, ne. Ampak šlo si o tem, da so pred parimi leti dokazali, da to ni povezano z mango, namreč šlo si o tem, da ko je on rekel, da je to Kokusai manga, je v bistvu skrajšal samo man-picu-ga besedo v manga. Kar pa v bistvu bi se nekako tako prevedel, kako že veliko različnih slik z veliko različnimi situacijami, veliko različno nekijo in sploh nek velik spekter slik, ki nimajo ene posebne povezave med sabo, ki niso povezane, pač tako kot recimo v mangi, ko imaš dejansko, se ti ne deluje zgodba. Je pa zanimiva recimo tale slika, ne, ker je v bistvu razdeljena na sred, pa nekako že imaš čist en prehod, ki pač najprej ima stisnjen obraz, pa ful razširjen, ko v bistvu lahko bi smatrali tudi kot
en del stripa, recimo, ne, pač en panel, drug panel in podobno, ne. Zakaj imam še njega zraven? Zaradi tega, ker takrat so zelo radi imeli v teh ukijo slikah so zelo radi kakšne organke noter dali, ali je bilo prek teksta, ali pa je bilo prek slike sami. V bistvu je bilo fora teh slik je bilo, ok, ti si jo lahko užival, sam da si jo le gledal, ne, lahko si pa še bolj užival, če si se noter poglobil, pa tako probo zastopati pa noter, ja, ne, ker recimo tle, če pogledate, ne, oddelek zgleda sam kot, da je pač od enega grdega človeka portret, recimo, ne, enega tacka starega, zgrbenega, v bistvu to je že šunga, če tako pogledamo, ne, ker to ste stavili zelo veliko ljudi, če tam pogledate unale, kako že brez zobe usta, ne, so v bistvu dva penisa, če slučajno ne vidite. Več priča, to so same telesa. Ja. Ja. Kako je to stvari, ne, sem bet, ne? Why did you have to say that? I'm beautiful! Ja, lej, kaj, pač to je beseda, sorry. Ja, tega ne bojo cenzurirali niti Američani tega. Se res. Veš, da. Je catch v tem, da tega sploh ne vidiš v prvo, ne. To sem šele zdaj opazila, če pa čisto po pravici povem, ne. Wow. Tako da ja, ampak što z tega je, ne, da prehod iz tistega čotrega pa do sam, ne, so v bistvu zelo dolg imeli in so veliko različnih drugih smeri še razvili in podobne fore, plus smo imeli eno umetnost in bla, 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 ne. Kar smo prišli do tega, da so Američani prišli na Japonskom, ne. Na Japonskom so že imeli zelo raznoliko umetnost, pa so pa začeli še mešati to skupaj s tem, kar so tujci prinesli na Japonsko, ne. In če gremo naprej, ne, te dva imena, kaj že Charles Birkman pa George Bigot, ste verjetno že slišali, tisti, ki ste mogoče kdaj prebrali zgodovino, kaj manga je, ne. Zelo rado se trdi na Wikipediji, če nekaj posodne, da ona dva sta pa kriva za to, da je manga na Japonska nastala, kar v bistvu ni čist res. Je, pa je tam pa ne. Kaj je što s teh dveh? On je začel ta The Japan Punch, kjer je ne 200 izvodov je bilo namenjenih vsem preseljencem na Japonsko, bila je v angleščini, veliko sejo noter bilo, pa ene par slik so bile pač satirično usmerjene, pa pri njem je bilo što zdaj, da je v bistvu imel dosti teh panelov, posluškov. Ja. Ja, ne forkoma, pač sam, da je uporabljal pač nek okvirjen prostor, prek katerega je povedal določen del zgodbe, ne. Pač so Japonci to videli in so bili ful fascinirani, ne, pač niso nikoli še prej razmišljali, če tle vidite, ne, je slika, pa je tekst tam nek zraven, pa podobne, pa kar nekaj imaš tako, pa ne, ko so pa njega gledali, pa aha, ti lahko to še tako malo ločiš, pa okviriš kakšno zadevo, ne, in to so v bistvu oni pobrali, to je bila edina zadeva, ko so od njega pobrali, ne, pa smo imamo pa še njega, ne, ker je bila ista situacija, strip, ko je bil namenjen, publikacija, ki je bila namenjena preseljencem, tujcem, ne, ampak on je po noter imel še te oblačke za govor, ne, in so pa v Japonci rekli, mi pa lahko tudi to oblačke damo, ne, ker prej sem imel tekst prosto nekje, ne, in v bistvu pač tako gledaš, je tle že nek manga nastala, ne, ampak prvo samo te, da so dva elementa pobrali ven in to je bilo to, ne. Ampak, en problem je, ne, tale The Japan Punch je zelo velik vpliv imel na Japonce, ker noter je bilo veliko teh besednih iger, več je bilo poudarka na besednih igrah, fora tega je bila, da se je recimo Maru Chimbun, kakaj pride to zraven. Maru Chimbun je bil v bistvu nekak tribut The Japan Punch, ker so v bistvu imeli zelo britanski stil, ne, ker Charles je bil Britanc, to se že tako vidi po tej sliki. Parodirajo so vse po vrst, ne, pa namen je bilo tako, da se recimo v večji skupini ljudi bere, ne, recimo, da bi jaz tle dala vam in bi se mi vsi skupaj režali, pa vsi skupaj bi ugotavljali, kaj je tiste vrstice pomenila, pa koga točno cilja tisto, pa kjer ga politika zdaj tle noter upravlja, podobne zadeve, ne, v glavno, stvar je bila malo skrita, ne, ampak što se potem, da si v bistvu eni skupini užival v branju tega časopisa, ne, in pač ni bil takoj razumljiv, ja, tako kot sem gor napisala.
Maru Čimbun je bil že v samim naslovom, kaj že en upor proti vladi, ker mislim, da še danes, ja, Maru pomeni krogac, no, ampak mislim, da še danes vsi poznate kakšne fore, ko imaš nekaj napisan, pa imaš pa ene krogce noter, ne, takrat so Japonci tako cenzurirali, še danes cenzurirali in to je tako tisne, ja, bi pa vaši krogci, ne. Če gor pogledate, imate Konata, pa še Jelena, ne, in če to v kanji spremeniš, pa skupaj prebereš, dobiš baka ven. Še en tist, ja, vlada, se mi vidi, ne. In v glavnem, ja, stvari, ko so se tle noter objavljale, slike, kar so bile, se jim je načelno rekli panči, kar je izhajalo ven iz imena panč. Tako da v tem momentu dejansko manga ni obstajala, vsaj ime samo ne, ni se uporabljali, ne v takem smislu, kot da danes poznamo. Če gremo pa naprej, pa pridemo na Kitazawa Rakuten. Kitazawa Rakuten je v bistvu tisti človek, s kateremu lahko rečem, ja, on je zdal, mislim, da prvi strip, prvo revijo, ki je bilo, pač, ki bi imel noter stripe, ne, ko je bil feministično usmerjen, ne, pa šli tako tisti ženski so zakon. Ali gledate, kako delate z njim. Drugač pa ja, on je hotel se obdeliti tudi te tipične slike, ko jo je Panč ustvaril, se pravi, da bi bilo v bistvu, več bi se govoril prek slike, kakor pa to, da v bistvu nekaj skrivaš noter, ne, in on je začel zelo na veliko uporabljati ime manga, in ga je tudi populariziral do te mere, da se v bistvu še danes uporablja ta ime. Tis, kar imate gor napisan, ali moram kaj posebej razlagati? Slikico? Aha, okej. Kitazawa Rakuten je bil drugač urednik Tokyo Pak revije in Pak revija je bilo v bistvu nekaj, kar je bilo nekako po celem svetu popularno, bi lahko rekla. Mislim, da se je začel v Londonu, sem je London Pak, pa je bil New York Pak, pa Paris Pak je bil pa Tokyo Pak, pa Šanghaj Pak, pa še ne dva vem, da sem nekaj odkrila, tako da glavno teh Pak verzij je veliko. In on sam je imel recimo čez Tokyo Pak, pa je Kazako Pak izdal, pa še eno feministično izdajo Paka, ker je bil vse pač za pravice žensk in podobne stvari noter obravnavanje. In ena od stvari, ki jih je on narisal datale, ne, ker v bistvu je tako nekako, ne, se lih lepo sta se fajn poročila, ne, in moški ima tako razpolagal cel kavč, ženka zelo fajn za njega skrbi, se ima zelo fajn in fino, ne. Kar pride prvi otrok, pa okej, ne, pač malo prostora je izgubil, ne, ampak vse v redu, ne, se še zmer kralj tam. Pa je pa še te drugi otrok prišel, ne, zdaj pa že malo kriza, ne, zdaj pa tudi tako malo dva nova, tlele, ko nekaj jesta, denar, treba pa podobno, ne, pa imata pa že celo familijo, ne. Bog je revež, čisto sfilan, ko sam cele dneve dela, tako državno doma, lahko otroke rihta. Tako da ja. Je malo lepo, ampak v redu. Pa to zapravo za bank sem prvič videla, še zdaj mi je. Tako da ja. Kitazawa Rakuten je tudi to, da ta prvo mango, v kateri so se pojavljali isti karakterji, naredil tle še cer, sam ločena je tako po penalih, tekst pa še ni v oblačkih, recimo, ne. Ampak on je tem naredil manga. Reče, to sta v bistvu dva, kaj že Togosaku pa Makube, sta dva kmeta, ki sta prišla v mest, ne, pa se čudita vsem novim stvarem, ki so v mestu, ne, ker jih ne poštudira tako, kot ta pumpa za vodo dela, ne, in kar ti je na sreče na koncu. Kaj se sledijo slike? Najprej desna stran dol, pa leva stran dol. Ja. Veš, kaj tisto, ko imaš vodico, voda gre dol, wow, gre, ampak pol ne teče več, veš, da gre dol, ko moš skozi pumpati, sam to sta rada, da ste pogruntala, ne. Sam sta tako pogruntala, ker je v zadnjem penju. Ja, to je bila prva serializirana, mislim v tem smislu, da so se isti karakteri ponavljali, ne. Leta 1902, tudi 900. Ja, to je še naslov Tokyo Pak. Tokyo Pak je bil relativno kontroverzen. Tole kaže, kako se je z Japonci delali v San Francisco.
veliko Japoncev je šlo v San Francisco, pač kao boljše življenje in podobne stvari, ne, ampak to kaže, kako so belci z njimi delali. Koliko so, koliko niso, se ne ve, ne, ampak so, v bistvu, kaj že, rasizem je bil na obeh straneh, tako pri Japoncih, kot pri belcih, tam ali pa na Japonsko, tako da to nima veze. Drugač pa, Tokio Park je bil trijezičen, tam na stred imate, na rumene imate angleško, tle zraven imate pa japonski pa kitajski zraven. Na kitajskem so zelo veliko kopij prodali. Začeli so 1902-1940, pa še Šanghaj Park začel, kaj je bil tudi dosti pod vplivom Tokio Parka nastajal. Drugač pa ja, kritika vlade in družbe in podobne zadeve. Takrat je tudi veliko cenzure bilo, ampak oni so v bistvu ponovadi objavljali vse, kar jih je pasalo. Drugač pa vlade, cenzura je bila včasih toliko močna, da je v bistvu vlada določene ljudi dejansko zaprla. In to se je toliko pogosto dogajalo, da so določeni založniki posebne delovna mesta odprli, ki mu jaz pravim, kako že zaporni urednik, kar je pomenilo, da če bi kdo pri našem založniku, pač pri naši firmi mogo iti zapor, zaradi tega, ker mi objavljamo, boš ti. To te zapustim, da veš, da ti je jasno, ne? Ja. Ok, prvo pomembno še I.P. Okamoto, on je bil bolj pomemben zaradi teh stripov, ki so z Amerike prišli na Japonsko. Podpiral je tudi Kitazawa Rakuten pri uveljavljanju samega imena manga in podobne zadeve, ampak ni to pomembno, recimo, kako lahko naprej, ne. On je poskrbel, da je ta Bringing Up Father prišel v japonščino, ki je preveden, recimo, pa se vidi, da obdržijo format ta naš, kar niso obračali. Eno leto kasneje je bil pa na Japonskem velik potres in so tisto leto rekli temu modelu, pa če bi ti nekaj naredil, ko bi malo ljudem utolažil jih, in je v bistvu napol baziral na Bringing Up Father, pa v bistvu japonsko različico tega naredil. Malo je drugačno, ampak so ene vzporednice, pač prehajanje, vplivi, kako so bili ameriški stripi, da so bili tudi toliko vplivni, pa popularni, da se je nekaj takega pa tudi na japonskem naredil, ki je pač nadelal na tem. Pa so bili pa prve izdaje magazinov, tisti velik kup tam, ko ste ga že ene gledali pri mene, imeniki in podobne zadeve. Pa prve Nemška izdaja ima na manj. No, ali pa to. Prve, tle so tudi tiste, te prvi magazini so bili dejansko namenjeni bolj otrokom in je par teh uspešnic takrat bilo, recimo te dve sta že Speed Taro pa Nora Kuro, ne vem, jaz ko sem gledala slike od tega, se mi je zdela, da sem to že jaz itak posod videla, tako da če bi mogoče kakšno boljšo sliko od tega psa imela, bi po mojem tudi prepoznali, za koga se gre. Ampak v glavnem to so tiste, kaže zimzelene uspešnice, ki so še danes dobro prodajajo, takrat je polnotis. Zakaj sem sicer vključila njih, te magazine zraven, kakorkoli so bili sicer popularni pred vojno, pa vem, da mislim, da tale, ne vem, kako se že prebere, kako se že reče te izdaji, ampak v glavnem v tem magazinu, ko je ta Speed Taro tudi izhajal, je bilo tako, da ta zadnja številka je bila 32 strani dolga, brez pletnic bila, sam nobene mange, nobenega stripa noter ni bilo, na zadnji strani je bilo pa samo toliko narisan, da so otroki naučili, kako bombo baš. Se je, v vojnih časih se je v bistvu ilustratorji zelo izkoriščali za vojno propagando in podobne stvari. Videla sem tudi take slikce, recimo, kako so narisali ameriške vojake, kako zapuščajo svoje države, pa imaš pa njihove ljubice, ko se z enim drugim muckajo nekje, in pa so to ful raztrosali po celi državi, da bi tisti ameriški vojaki to videli in tisti, kaj pa moja punca dela tam doma in da bi v bistvu zgubili voljo do boja, da bi še čim prej izdajali. V bistvu so pa Američani, recimo, se bili pa to, kar preprigrili, da se v bistvu niso sploh rekli posebej ljudem, da naj to narišijo, ampak so že kar tiste japonske avtorje uporabljali, tiste bože narisali, pa so samo malo preuredili, pa spet okrog,
okrog potoval, ampak pa enkrat nazaj prišel na Japonsko in so ga ful začeli slišvati. Pa si tam ti neki risu, pa propagiral neki proti Japonski, pa dolgo sem kaj? Ti si več narisal, kako? In glavno, nič ni bilo jasno, določenim ljudem, nekaj si dejansko takrat pravice, pa te variante, ja, pa kaj to sploh ne obstaja. Po vojnem času, za popularizacijo mang so pripomogli Kamishibai, pa Kashihonja, Kamishibai zaradi tega, Kamishibai veste, kaj je. Če gledate me anime, imate vsake tokcate kakšno sceno, ko imaš tako čist nesimpel narisane karakterje, pa ti pa tako grejo, pa mislite nekaj premika, ena zgodbica pač. V bistvu ni animirano, ampak je tako, da samo sliko po sliko kaže, samo da tak venjema jemlje. Ja. V bistvu je bilo fora tem, da so narisali slike in so jih imeli tam noter, ko je tale okostnak v bistvu, ne, pol si jih sam ven si jih vlekel, ne, in odzad je bila ena slika in so v bistvu pripovedoval zgodbo zraven, ne. Če ne vem, kakšna scena zadnja. Zraven je bil pripovedovalec, ko je zgodbo pripovedoval, to pa zraven s pomočjo slike so slike. Če bi vam zanimalo, kako zdaj bi točno vedel, za kaj se gre. Ampak glavno, oni so potovali po kolesu okrog, po Japonski, ne, in takrat je bilo tako, da televizija še ni bila prazno popularna, njihova ekonomija ni bila njih najboljša in so pritakali takale zabavne točke, ne, za zelo popularne. In v bistvu se je kako že umetnost samo popularizirala, ne, polkar je kasneje, kar je so se gospodarsko pomogli, Japonci, ne, so se lahko prvošali kupati stvari, so v bistvu Kamishibai avtorji, recimo, zmeraj bolj propadali in velik njih, mislim, da enega 7,000 se jih je v bistvu preusmerilo to, da so šli malo risati, ne. Pred tem, ne, od tistih najboljših časih se je pa govorili, da je bilo tudi 50,000 tovrstnih avtorjev, ki so pač po Japonskem okrog šli s kolesi. Kashihonja so pa v bistvu postrojevalice knjig, ampak ne to v takem smislu kot pri nas knjižnica, ne, je ena podobna fora, samo pri njih je bilo tako, da so v bistvu eno majhno vsoto plačal za tisto sposoje knjige, ne, in to so bile toliko razširjene te knjigarne oziroma knjižnice, kakorkoli že, da so določeni magazini bili printani samo zato, da se jih tle noter dobi v postrojevalnicah knjig, ne pa nisi pa mogel posebej na štantu nekje kupiti, ker pač večina ljudi sploh ni bilo znanja, ne. Je pa res, zato je pol propadal, kasneje ekonomijo pomogla, ampak določeni žanri so v tem času zelo dobro cvetili, recimo Gekiga se je takrat tudi razvila, Gekiga je, kako mi to razložim? Resna manga. Pri Gekiga je bilo tako, da so avtorji so bili pač tisto, kako že bolj izraziti svoja čust, ne, to, kako življenje konkretno je, ne, pač le življenje ni samo tiste lepe, velike oke, pa vse lepo, pa nikoli ni svečnega konca, ne, to ni to, ne, pač v Gekigi ni nikoli svečnega konca, no, pač vse se, life je zajeban, ne vem, punca te pusti, pa nimaš službe in v glavnem, šlo se je po vse okrog, tako, kar ni bil življenje. Bolj ekonomska depresija. Ja, pač v glavnem vse je bilo resno, pa ni bilo tistih enih dramatskih scen, pa se je nekaj zgodilo. Ja, tega ni bilo, pa tistih efektov, recimo, ko imaš sicer, ne vem, kakšnih šonalmalov, ko imaš enih črt, ko ti ful kaže, ne, ko se je nekaj zgodil, pa podobne fore, tega v Gekiga noter ni bilo, ne. Gekiga se v bistvu je en skovan izraz samo zaradi tega, ker so hoteli se oddeliti od te klasične slike, ko je že takrat manga mira, ne. Sprav nekaj podobnega, kot je prej Kitazawa Rakuten rekel, da jaz pa hočem iti stran od panči slike, ne, jaz hočem iti mango, ne, so tale hoteli, mi gremo pa stran od mangi, pa hočemo iti Gekiga, ne, sam jim njim jih hvatali, tako da, ja, zdaj vse to manga, kao. Ja, pa gremo, ja, to je pa samo mogoče, koliko je v bistvu ste še stvar prenesla na drugo stran, se pravi manga za zahod, ja, se pravi Amerika in podobno. Tole je še taka Kiyama, on je študiral v San Franciscu, ker je hotel biti en zelo pač
slikati visoko umetnost, no v glavnem naše konkretne slike, to, kar bi sicer po muzejih recimo pristali, ampak ni najbolj šratal. Vmes se je pa pač malo zabaval, pa je naredil takle strip svojega življenja, on je v bistvu pa še enih 4, pa so zraven bili, ne? In je tole originalne, pač kak je original izgledal. On je v bistvu dvojezično zadeval leto, malo japonsko, malo angleško, angleščina je taka, kakor je pač on znal, japonščina je pa taka, kakor je on znal. Tako štost o tem, da je vse skupaj namenjen mogoče 3000 ljudem, zaradi tega, ker si mogel znati tako angleščino kot japonščina za branje tega stripa, oziroma manga zdi. To je vprašanje, ne, kaj dejansko koga definira, kaj je manga, kaj ni manga, oziroma tle se že kazal, zakaj mi nočemo več govoriti, da je to manga, vse se stripa. Tako da ja, tle zraven imate pa v bistvu prevedeno verzijo še. Pravi se je, ja, se je številčen v bistvu, ampak vidite, da ni pač ta japonski format, ampak je naš, ne. Sam je vsake toliko časa imel malo probleme, pa mu malo preveč na japonsko šlo in je določene dialoge znotraj enega kvadratka malo zamečil. Čeprav tle mislim, da so vsi prav. Ampak recimo včasih se je zgodil, da bi mogel pač ta oblaček mogel kazati na to osebo, ta oblaček pa na to osebo, ne, ker že malo zamenil te stvari, ker mi so osebo folki tak iz te strani brali, ne vem kako vse. Tako ja, malo ga je medel vsake to cajt, Poljno pa recimo Astro Boy, vsi veste, da je prišel v Ameriko zelo hiter in so bili Američani tako navdušeni, da so rekli, kaj če bi imeli, pa mi to šel v svoji v stripu, ne, se to imen da original stripa, ne. Pa je bilo tako, da so kupili licenco za to, ampak namesto, da bi dejansko zadevo prevedali, pa so nekaj izmislili, kako zdaj to spraviti en format, ko bi ga pri nas znali brati, ne, ker itak nobene znal drugo smer brati, ne. So rekli, ma nič, bomo pa svojo verzijo narisali, ne, so dejansko narisali nekaj, kar nima nobene veze s Astro Boyom, vsaj avtor sam, mislim, Osa mu je rekel, ne, da tole je ilegalna zadeva, da to je tako brez veze, to tako. To je dojdinški. Ta stvar se je v treh poglavjih sicer zaključila, tako da jih enega uspeha ni doživela, ne, ampak ena zanimivost. To je ameriška verzija. Ja, to je ameriška verzija. Pobarali so to v nemško. Ja, pobarali so tudi. To so pa še Grandizer, kaj že bil v italijanščini, nemščini, nekaj drugega, glavno popularna zadeva, ko so tudi strip imeli, ampak je bilo pa tako, da so tudi še enkrat narisali, sam so narisali isto, kot je bilo sicer v mangi sami, ne, sam so še enkrat narisali zato, da so lahko penali tako dali, da je za našo smer branja, ne, pa pobarali so zraven, samo vsake toliko časa so kaj spolili. Ja, ker recimo, če tale pogledate, tale del, ne, ta bomo bar na čeladi, ne, pa tle so različne barve, recimo, ne, ampak to niso edini primeri, tako da... To se zihe ni zmoti, Ja, lahko si misliš, da ne boš preveč razočaran s tem, kako Mogoče mu je tam zmanjkalo energije, ne? Lahko barvice. Čim manj barvni. Barvice. Ja. Preveč, pa kaj črno vzelo, kaj? Okej. Pol pa... Aha. Vsi poznamo to, ko smo gledali, Ja. Pa zdaj malo več govorim o tem, kako so hoteli Američani ali pa vsi, ki ne berejo od desne proti povzemati ta format, ne. In da je bilo tako, da so Barefoot Gang so izrezali so ven te panele, pa so jih v bistvu preuredili še enkrat v printer. Ta typesetting gor je na roki narejen, to je pa še v tem času, ko še ni bilo računalniškega typesettinga, tako da ja, it looks awesome. Če veš, kako se to dejansko dela, tako da je sam Je bilo pa to delo prostovoljcev, ampak menda se ni prav fajn prodali, tako da, ja, to je Lone Wolf and Cup je bil prvi
komercialen uspeh, malo bolj uspešna zadeva, ne, ko se je stvar podajala, ne. Naredili so potem tipične informate, ko imajo Američani, se pravi, da vsebino je en avtor naredil cover, pa kot tribut temu stripu je pa naredil nekdo drug, ne. Zdaj vsebino noter je dejansko od teh dveh modelov, ne. Ta cover je pa od Frank Millerja, ne. Tudi, ja, mogoče je to tisto naredil, ne, ta prvi, kako že, ta prvi korak pod enemu uspehu manj v Ameriki, ne. Pa je bilo pa še Akira, ko so Akira povzemali, so rekli, ne, mi hočemo imeti zadevo barvno. In tole spodaj je, kak je tisti prvi natis Akire v angliščini izgledal. Tole je, jaz sem brala, da ne bi bila to prva računalniško barvan strip. Tako da je to tudi ena tistih stvari, ki je pripomogla k temu. Stvar je dejansko dobro pobarvana, tako da ja, verjamem, da je uspel tudi zaradi tega, ne. Zgoraj imate... Ne vem, če so končali. Mislim, da ne. Ene par zvezkov je ostalo na koncu. Zdaj, ko so še enkrat natisnili tekle od zgoraj, ne. Pa malo je tekst različen, ne. Kakšni safiksi so malo drugi, tako da ja. Ampak mislim, da je pa so ista založba. Ne, mislim, da je Marvel delal te barvne. Ja, možno. V glavnem, prevod, ne vem, so šli še enkrat prevajati, ali kaj, sem nekaj pisal kao, da ne, nekdo so, tako da to meni to ni čisto jasno. V glavnem, Akira, barvna pa črno-bela verzija primerjava. Okvirčke so malo spremenili. Okvirčke so malo spremenili. Ja, pa vse možno, da sem zaradi sken ni bil tako ali kako. Ne vem, ali pa so, ali pa niso. Nimam zadeve dejansko rok, da bi lahko kaj rekla. Ampak malo sem prišla. Ja, za Ramno sem, Ramna je ena tisti, ki je flipped mirror, zrcaljene slike, ne. To je bila še tisti, ne, hočemo se čisto ameriško narediti. Problem je pri teh, kar so recimo zrcaljene slike, je to, da bolj karakterji postanejo levičarji, recimo, napisi niso več isti gor, ne. Oziroma po drugi strani ceste. Ja, in podobne zadeve. Ampak ne bi bila to ena zadnjih manj, ko je še imela te zrcaljene slike, ne. Imajo žona se še sicer mage, ki se jih printa v formatu, da se jih bere od leve proti desni, ampak to je večinoma, recimo taka je že Blade of Immortal je, tak, sam pri tem primeru je tako, da v bistvu dejansko panele zrežejo ven, pa jih še enkrat postavijo, v bistvu ne naredijo zrcalno sliko, ampak še enkrat vse prepostavijo, ker za glavnega karakterja pri Blade of Immortal vemo, da ima tisto narobe uvrnjeno svastiko gor, tako da če dejansko zrcalno sliko narediš, dobiš svastiko, ne, in to so že imeli en incident v Ameriki okrog tega, tako da, ja. Prav, mislim, da v prvem valju, kje so še neki zrcalno delali, ker ima, ali pa so samo nekatere slike, ker ima potem zarezu na čez drugače predstavljati. Ja, vse ponavadi so tak, da so... Vlaški, da so mi upravili na smeri. Ja, pa ne vem, mislim, da je bilo nekaj časa tako narejen, da pač določene strani so posebej še enkrat ponastavili, tiste, ker pa itak način mutacije so pa sam flipped naredili, pač mirror page, ne. Sam zdaj pa mislim, da vse dejansko še enkrat preponastavili, ravno zaradi tega incidenta, ko je bil v Amerika, pa mislim, da so bili še razgovarjanje z avtorjem samim, tako da ja. Pa ta, zdaj, če mogoče, kaj že, Yasujiro Tatsumi, od njega v Ameriki zdaj zelo veliko zalagajo, on je ravno prej, ko sem omenjala Gekiga, on je ta imesko volne, njega veliko zdaj v Ameriki izdajajo in je tako, da v bistvu avtor sam preponastavlja tiste penanje. Njegove mangi oziroma njegova Gekiga se tudi v Ameriki izdaja od te podvesni s takim branjem, ne. Ampak mislim, da je bolj iz principa pri njem, ker pač jaz nočem, da se bere moje zadeve v angliščini od desne proti levi, ker to se preveč asociira z mango in pač I'm too high for manga. Tam pri Gekiga je to verjetno tudi veliko lažje, ker imaš panele normalnih okvirčih, pri mangu
recimo zanimivo, da v bistvu avtor sam to dela za njih, ne, ker v bistvu ta, kaj že, Blade of Immortal je v bistvu založba, kar to dela. Zdaj je pa prav avtor sam, tako da ja. Aha, no res je, to je to. Yoshi se razdaci mi, no. Pač to je drugače od te strani sebe. Ne izme. Tako da ja. Ne, to je depušna varianta, fora tem, da on bi mogel folk potiskati noter, ampak jih je dobro potiskati, da so še folk njega noter potisnili. Ups, ne. Vsaka bej, pušme. Ja. To sem jaz dejansko celo prebrala, tako je 12 strani dolgo zadevo, pa sem se v bistvu smejala, ker na začetku ful dobro dela, ne. Pa tista tipična fora, ko je eno žensko reč, ko jo en folk nekaj utopval preveč, pa se žensko ful začne nekaj siliti nanga, pa se pol nekaj še celo dol data, pa še svoje kolegice povabi zraven, pa ga znajte ne čisto razčestvorijo tam noter, ne. In v bistvu, pol na koncu pa to zgodi, in v bistvu tista fora, ne, oni na začetku tiskajo ljudi noter potiska, ne, na koncu pa v bistvu on tisk, ki je potisnjen noter, ne, v bistvu se stvar se obrne, ne. Tako, ful zanimivo. Da eno stvar, ko ti delaš, ne pol se ti bo v bistvu počas. Povrne se proti tebi. Ja, v bistvu, ja. Izvela pomoč na vrš? Torej pa uspeh, oziroma razlog, zaradi česar so bolj kasneje vedno več publisherjev dejansko podržali japonski format, ne. Tlej tako, da pač suffixi, pač zvočni efekti so prevedeni tako malo zraven, imaš napisan, sploh niso manj zbrisani, ne. Mislim, prevodi so njih tudi tako nekaj, da je, ne. Pa vse je pač v tej japonskem formatu ostajajo, tako da pač si jim je odnesel, pa so drugi rekli, ali gremo prav, ne, pol je to pa bom nastavil. In pol je toleranta. Z drugim besedam, ne, toliko časa sem ničkal tam v Ameriki, kako mange do ljudi spravkne, da so pri nas se odločali, bomo pa kar tak originalen format obdržali. Jaz sem Felixu pisala, pa so mi rekli, ne, ja, pač menda smo se odločili, da bomo tak format obdržali, da bo že pač bolj pristno, ne, da se pač fani pa to podobne fore, ne, čeprav se ljudi ne. To so tudi Američani obdržali, pač ta prvotni stil zaradi tega, ja, ker se... točno. Ja, to moš povedati. Tlele, v tem času, ne, so se začeli scanlations. Ja, 93, ne, takrat naenkrat. 93, koliko je bil navajen na tisto, ker pri scanlationih se ni noben odmatril tega obrača. In valjda, da je bil folk se počas navadil, ali pa jim je bil pač tudi tisto, če japonska zadeva ne bo tako, kakor je tema, ne. Danes malo, da ne, da hoče imeti vse okazano, to ostano ničanju, variante noter, kar tako napisane, sploh ne, da gre za sestro, ne, in podobne fore. Ja, dejansko v taj, pa že Charleston, Niški, sem ene par manj sem imela, ko so dejansko noter napisala, mi je okazan, čak malo. Pa je okazan, pa to, čak, to je uradna zadeva, ne? Tako da, ja. Mogoče bi sam še rekla tako, da vpliv mange zna biti širok. Ja, poleg tega menda obstaja tudi arabska ena manga. Ja, pa še, mislim, da je še ena portugalska manga tudi prav posebej. Kaj je vpliva? Da bi vplival svojo ali je pa? Ne, hočem reči pač, da ima manga sama mogoče večji vpliv, kot se ljudje mislijo, zaradi tega, ker imaš La Nouvelle manga, ki je manga, pa imaš pol angleške mange, pa imaš nemške mange, pač to po avtorjih gledano, ne, pa imaš pa še korejske pa kitajske, ne. Sam zdaj v bistvu vprašanje, koliko ljudje dejansko to smatrajo kot del mange, kot je pa sam strip, ne. Ker pač vplivi so bili oboji, tako je manga na stripe vplival, kot je strip na mangi vplival, ne. Koliko je strip na mangi vplival, sem že na začetku povedala, ne. Pač koliko je pa manga na stripe, pa
pač kvaži, no ne vem, jemraški. Bivanje zaradi tetih, ker je bil tudi popularen zaradi tetih samorajev. Ja. Zato je bil, se je začel pol distraction. Kaj ste, Zdaj tudi danes težko rečeš, ne, to pa je zdaj manga, to pa ni manga, ne, ker imaš original English language manga, pa imaš manhua, pa imaš nemške mange, problemi, ali so stripi, ali so grafične novele. To pa, Ko pa še rečeš, ne, ni manga, zato ker ni prišla direkt iz Japonske, ne? Čekaj, kako si rekla, resna manga Gekiga. No, to bi jaz rekel, nekao manga Gekiga, grafični roman, manga je strip. Ja, recimo, ampak... Ni. Pač ko v Ameriki graphic novel pač kličejo praktično vsako mango danes. Ja. Graphic novel, mislim, za mene je to pač enostavno neki izraz, ki ga založniki uporabljajo, ki je čist marketinški, ne? Da lahko tržijo nekaj, kaj je v bistvu strip, ampak ker je pač komik, ima smisel pač, da je smešno, ne? Ker je komedik, ne? In pa namenjeno kaj otrokom, zato reči poimenujejo pač graphic novel. Pa ne samo to, recimo, v Američanih je zelo format, ko ga imajo večino na tem do 50 strani, ne. Za mange pa vsi vemo, da so zelo daljše, ne. Mislim, še sam en zvezek je dolg, če imaš pa dejansko serijo, ne vem, Naruto, ne. Je neprimerljivo daljše, ne. Zdaj, kako boš ti to rekel, da je to strip, ne. Ne moš to reči, da je strip, da bomo rekli, da je graphical novel, pač se tega, da se tisti roman zraven sliši, da ful rečeš, ne, to ful nekaj epskega. V tej strani ja, mogoče nisem to najboljše izdelal. Še ne se mi zdi recimo Naruto ali pa te zadeve, ne, v primeru s temi ameriškimi superhero komiksa. Ker tudi Naruto izhaja v teh, ne, kot chapter, ne. Čeprav mogoče ne posebej. Recimo, pri ameriških stripih je tako, ne, da ponavadi nimaš ene zgodbe, ki bi bila daljša od 5, mogoče 10 poglavij, ne, je zaključen. Sicer so isti karakterji, ne, je povezano vse skupaj, ali se malo navezuje na tist nazaj, ali pa ne, ampak v bistvu stvar lahko še zmer posamezno po segmentih bereš, pa ne boš nič posebej prikrajšano, ne. Če pa Naruto bereš, One Piece in podobne fore, ne, moš pa dejansko od začetka do konca brati, da veš, zakaj se gre. Druga fora je recimo japonski stripi izhajajo v magazinih, kjer v bistvu tekmujejo drug proti drugmu, ne. In če ti nisi dosti dober, v magazinu te bo srezali ven in greš ven. To je en strah, ki ga v bistvu ameriški stripi nimajo, vsaj ne na tak način. No, ampak lahko bi rekli, da recimo tle so kot založba ti magazini, ne kot založba, v Ameriki je pač založba tista, ko določa, ne, ali bo izdala. Ja, ampak ko ti enkrat prideš v tisto založbo noter, ne, nimaš več problema. Pri njih je pa tako, da v bistvu moraš najprej prideti toliko delač, da te sploh objavijo v magazinu. Zdaj pač v magazinu samo nisi toliko dober, greš pa še enkrat ven, ne. Tako da v bistvu se na dveh frontah boriš, ne. Enkrat najprej toliko, da sploh tistim, da ti pri založbi prepričaš, da si dosti dober, da te objavijo, ne, in koliko te objavijo, se v bistvu še boriš za pozornost bralcev, ne. Ker v bistvu bralci so pa tisti, ko ti pošiljajo glasove noter, pa ja, pa če kje te podobne fore imajo, ne. Tako da v bistvu moš to gledati. Pa pač, ko še tvoj zvezek kom pride, moš pa še prodajne številke tizga gledati, ne. Ker manga je zelo komercialno usmerjena, no. Mislim, čim več se sluška. Tako je drugače. Zdaj to govorim recimo o Shonen Jumpu, pa Kodansha, pa Shueisha, ko so te glavne dve založbe, bi rade ali tak čim več prodali, ne. Če imaš pa kakšne manjše založbe, pa kakšne magazine, so določeni magazini, ki v bistvu bolj popularizirajo mango, ki je alternativna, ne, tako beseda, tako ne maram, ampak ker v bistvu se bolj posveča avtorjevi ustvarjalnosti, pa temu, kar avtor sam hoče, kakor pa temu, da ti, ne vem, eno generično stvar narediš, ko se bo prodajala. Avtorske. Ja. Imaš en tak fajn spektar tega. Tako da to je recimo, kar se tiče mojega predavanja. Imate še kakšno vprašanje? Torej, zakaj ne zarečemo mangi več manga, ampak strip? Ker je tako vse eno in isto. Ker je tako vse povezano. Ok, no bo pa še za sam
Jaz sem enkrat reševal, ko sem zapisal v mesec strano. Zato, ker še nisem prebral. Kaj? To pa je drugo, ne?